pač what the hell se dogaja v tem Malagi, pač ta Španija je. No, to je pa zdaj malo bolj morski vibe, ta vibe, ki je tako, si ga predstavlja za Malago in podobno, ki ful dogaja, ki so lokalčki, ki so barkice, so štandki, ki je tako luškano. Sem prav v tej plaži gledal v Malagi, pa je, da ni neki ful wow. Kar je resno tako, pač plaža v mestu, baje so izven Malage, tako te kraje, ta mesta izven Malage, ful lepše plaže in tako da tja bomo šli v naslednji dneh. Ampak sem rekel, da še vsem danes glede tole pogledam. Nič presenetljivega, ampak je pa še vsem tako luškano, tako morsko, tako vroče. No, tukaj pa že mehen bolj dogaja v mestu noter. Jedel sem bolano dobro kosil v Branči, bolano drug kosil. Zdaj se pa sprehajam. Moram priznati, da mi je malenkost mogoče dolgside, ker nimam neke družbe, ampak mi pa še biti sam se borim za tako miselnost, da bi mogel nekaj najti si družbo ali pa karkoli. Ampak vem, da mi ni treba, kar nekaj. Ampak bomo kar malo raziskal. Nujno bo treba pa se odoleti, ker je toliko vroče, kot pa norcih. In spet sem se malo zgubil med ulicami in najdu v bistvu tako lepo plaso, lep trg. Starbucks sem najdu, kjer bom kavico lahko pol spil en cold brew, pa da nafilam telefon, pa da imam internet, pa tako. Pa ne vem, bom šel pa moj nekam na per, pa bom sedel do večera na peru, kva ne jaz. Klinca, jaz gremo shopping, jaz rabim papuče, ker tole ne gre več. Tako da Corte Inglés je tisti, gremo zdaj, pa moram malo počivati. Začel sem pa, mislim, da sem najdu destinacija, kam bom šel zvečer. Oh my god, tole pa orgazm za moje noge pač. Da bomo malo lažje šlo. In pol kar od nekje tako hodim jaz nekam do ene plaže, in en park, in noter jezero, pač tak barček lušten. Prav, res mi je to zanimivo, tako da pač lepo raziskuješ, hodiš okoli in vidiš ful enih stvari, kakor jih drugače sploh ne bi planiral. Nisem šel počivat, no, ker sem mislil, da bom šel počivat, ampak se bo šel, po moje bom šel polno, ne vem, ali bom šel ali ne, ali pa bom šel kar direkt, ne pa tuš moram iti, bom šel polno na pivo, pa pol bomo videli, kam bo noč pelala. Tako dober, kakšne restauracije so kle, tako na obali, pač, tako dobro, nabito polno, kar eni štanti pa stavljeni, vse ful glasno. Vroče je, ful je vroče, jaz se sprehajam pač kar tako v plaži, sploh ne vem kam grem, jaz kar hodam, počas bo res treba proti fletu, da se malo spočijem. Sam pač, me je to tako zanimivo, pač greš, pa kar vidiš nove stvari. Ne vem, no. Le, veš, o tem ti govorim. Zdaj sem pač hodil in zdaj sem prišel do Parque del Oeste. Glikar sem bil ob plaži in zdaj sem v Parque del Oeste, ki je pač tako, labodi so, želve so, fontane so, race, vse, kar češ. To bi se res mislil, no, da je ena taka stvar lahko sred tako ogromnega mesta, kakor je Malaga, se pač najdejo taki parki, ki imaš feeling, v bistvu, da se odklopiš od realnosti, odklopiš od tazga sveta in pač stopiš v tak park. Pod mostovi igra muskica, ribe, glih to, da ne plešajo na to muskico, želve, race, labodi, pač noro. In pol sem najdel svoj najljubši barček, kjer sem preživel čisto vsak večer, ker sem bil v Malagi. Vedno ga malo pil, malo pojedel, top zadevica, pa vedno sem se šel malo sprehajati, takole po mestu. Dobro jutro, dober dan, jaz sem že spet na avtobusni postaji in sicer danes grem pa sam do Marbelje, pa pol v Torremolinos nekaj tasga. Tako da bomo malo kruzali spet okoli, ne grem nekam delati, se vrnem pol nazaj v Malago na per. Moram reči, da z nogo je malenkost hujško, ker je bilo, no, zdaj ni nekaj toliko drastičnega, da ne bi mogel tako hoditi okoli pa to, ampak moram pa reči, da every step I take, pa to vsak korak, ki ga naredim, začutim, da ni glih najbolj redeno.
tako na prvi vtis mesta ni glih neki wow. Ampak čakaj, da pridemo do plaže najprej. No to je pa že malo lepše. Ampak seveda, kot vse poti pri nas vodijo v Rim, tukaj vse poti vodijo do obale. Pač, vse malo sprehodeš, malo greš čez, vse sem videl že, kje je v bistvu Ciudad Antigua Historico, pač kam bom šel pol, ki je kao zgodovinski del mesta in tako, ampak zdaj trenutno pa poizi na plažico, nekaj najde za pojest, pa tako se nekaj dol duknem. Ok, zdaj sem jedel res bolano, dober zajtrk, zelo lepim razgledom, pa v bistvu sploh ne toliko drago ceno, če tako pogledaš. Zdaj pa še, malo sem po Google mest, kam moram iti, moram pogledati in jaz se moram sprehoditi po tele promenadi 14 km, razmišljam o tem, da bi bajko vzel, pa da grem čisto do Nueva Andalusija, eno mesto, kle zraven, kaj je. Tako, zdaj me pa čaka kar dolga hoja. Sam je topane, tako da se res lahko sprehajaš ob morju skozi noro. Je pa tako res ogromno Angležev, to sem opazil, Angležev, Skandinavcev in se mi zdi, da te severnjaki pač hodijo kle dol na toplo, lepo v Marbello, pa Torre Molinos, pa še ne par mestec vmes, pa Nueva Andalusija, no tja grem zdaj jaz, sicer kaj gledam tja dol, to je res ful daleč, ne, to je res daleč, ampak bomo že. To je res noro, ker je dober tak karibski vibe, tako zdaj se še cesta spremenila. Druge barve, tudi res zakon. Te poti ni ne konca, ne kraja, jaz kar hodim. Mene je toliko pekel po ramenih, toliko imam možgane ramena, da groza. Saj vidim že mesto, pač vidim, da je ful blizu, ampak mislim, da preden jaz do tja pridem. Reč, to je noro, nekake vile so tukaj povsod. Pač tako vila pri vili, apartmaji, bungalovi pri bungalovih. Porsche pri Porsche in Mercedes pri Mercedesu, ker pač to so tako drage stvari in mislim, da je večina teh so kar domovi. Tako pač v bistvu third home so to, se pravi, predvidevam, da bogati Skandinavci, Nemci in podobno pridejo sem in tukaj preživijo svoja zadnja najlepša leta. In pol imaš čist drug svet. Prideš v to mesto, se pravi Nueva Andalusija, v tem čisto turističnem delu, kar sama nekaj igrala po vsoti in folka punim in restauracije per restauraciji, tako. Ampak kavarne, ene normalne kavarne, pa nikjer ni, da pes sedem na en kafe lahko. Mislim, da sem v najdražjem delu tega predela Španije, tako kava 5 €, sladoled 5-6 €, kje ne piše. Jaz sem valjda narobe pogledal za avtobuse, tako da sem že na poti nazaj proti Marbelli, sem že skoraj tam pozadnji za mano, skoraj se na posnetku se pa sicer ne vidi, ampak se vidi Pilares del Hércules, to so v bistvu te zidovi, ne, to so te pečine, klifi, na koncu Gibraltarja, ki pač grejo pol čez v Afriko. Dober vibe tle, jaz sem že čisto žgan, jaz sem čisto moker, ko me čakam, prijem v Marbello, pa grem na Acai Bowl, upam, da še ni zaprto. Kakšen kut mesec v bistvu. Jaz svojim Acai Bowlom tle grem in raziskujem, no v bistvu grem pa v busni postaji, zdaj, ker bom zamudil avtobus. Imam občutek. In to je Plaza de los Naranjos, se pravi trg pomaranč. Vem zakaj, no zdaj je polno pomaranč, ampak to je tudi zanimiv klazat. Zdaj pa res moram leteti na bus. Pol sem v bistvu ugotovil, da je to staro mestno jedro v bistvu na poti proti avtobusni postaji in je res lepo. Take ful hude barve, ful zelenja, ful rastlin, take cerkvice, lušno. Spel mi je v času, groza tole zadnji, kaj je. Pač kakor vse lepo in prav kle v Španiji in na hribih, ko pogledaš, pač
Na vsakem tretjem hribu gori, ampak to tako ne malo, to je pač napunim. Ampak je res grozno, ko pogledaš pač v nebo in je vse zatemnjeno, vse je zdimljeno. Na poti domov sem se ustavil še v mestu Torremolinos. To je v bistvu mesto med Marbejo in Malago. Gre za pač tako čisto počitniško letovišče, ogromen hotelov, ful lepe plaže, vse je ful lepo, spet v zelenju, v rožicah in tako. Mi ni bilo žal, da sem se ustavil, je bil pa zelo kratek obisk. Zvečer sem se pa v bistvu sam malo sprehodil po mestu in opazoval ljudi, zopet okoli, kaj počnejo, kaj se kaj dogaja v Malagi. Dober vibe, lušten plec, res fajn. In pol naslednji dan sem začel z odličnim zajtrkom v tele luštni kavarnici, tostade s paradižnikom, pa avokadom, pa jajčkom, po se je pa začel dogajati. Zelo pa dogaja. Sem gotovo, da gre za Festividad de la Virgen del Carmen. To je v bistvu v vseh provincah Malage, oziroma vseh mestih Malage, ob mestih Malage se dogajajo stvari, ko mislim, da pa spremijo pač to neko krsto do vsake cerkve, do vsake glavne katedrale noter in je pač podobno. Sem rekel, da imel day off danes, ampak ne bom imel day off. Kjer sem jaz sem kar joinal in jaz kar premikam z njimi. Grem, kamer bojo šli oni, grem, da je to prav zakon. Huda muzika, pogrešam malo to. Zdaj gledaj, ker sem tako, v taki godbi pa bi špilo, to pa ja. To je bila pa ena izmed najbolj izjemnih izkušenj v Španiji do zdaj, pač res noro. Cel vibe vsega, muzika, obleke, ta kip, cel protokol, vibe pač noro, res bolano. Za kosilo sem šel pol v Casa Lola, to je v bistvu ful znana tapas restauracija tukaj. In guess what, koga sem pol začel spet srečal? Tole ja, se pravi, spet je bilo dogajanje in sicer Carmen so pospremili iz katedrale ven in si jo nesli čez celo Malago. Tako da boste videli, no. Ker sem jaz bučko. Tako Maša, veš, da potegneš listek, in dobiš številko, jaz počakam v vrsti, da bom na vrsti. Pa nisem bil na vrsti tako 50 rund, zdaj pa imam, ba je ful dober sledek, bomo videli. Sem čakal, no, pa zbijajo zdaj. Sem čakal več kot pol ure na ta sledek. Dober je. Res je dober. Jami. Jaz sem sprehajal proti domu, danes jutri. Ta Sveta Carmen, to je še kar klej. Tačno se sploh ne moram znebiti. To je noro, pač nedelja je. Ob eni zjutraj. Gremet. Slavje, tam dol, folka je tam dol, toliko da noro. Pač, what the hell se dogaja, o tem malo, da šta Španija je. Moram reči, da malo bom kar pogrešal tale vibe, tele Malage, ki bom šel od tukaj jutr domov. Ampak ja, treba je narediti korak naprej v življenju, pustiti stvari za sabo in iti dalje. To govori Blaž po 2 gin tonikih, kjer je v bistvu toliko gina, pa toliko tonika. Ne, ampak je tako je. Dobro jutro, dober dan še v zadnjem dnevu Malage, oziroma v zadnjem poldnevu, ker grem čez 3-4 ure na vlak proti Sevilji. Tudi jaz pijem kavico, grem na zajtrk, pa pogledam še tržnico, pa grem pa počas proti vlaku. Sem jedel res vrhunske rogljičke, sicer malo zanimiva kombinacija, ker sem imel kapreze rogljiček, pa dobro, temna čokolada, ok, to je ta klasika, to je dobro, ampak kapreze, tisto sladek rogljiček, pa tako je bilo malo zanimivo. Zdaj pa malo sprehoda še po Malagi, da se poslovim od Malage, kavico spijem pa na vlak. Tako da se po vse verjetnosti vidimo z vlaka
ali pa že pol, kar direkt iz Sevilje. Jaz se počutim pri Harry Potterju, to pa je ogromna zadeva, full avan. Več vidim, da moj vlakec je že prišel, tako da vas full kje dere, gremo tudi nekaj, ne pa da. Zakon, gremo v Seviljo.